Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. Danes ne glasujemo o tisti osebi, ki se želi že četrtič povzpeti na čelo naše države. Glasujemo o osebi, ki slovensko politiko verjetno najbolj razdvaja. Že v kampanji se je pokazalo, da bo Janez Janša naredil vse, da pride na oblast in tam delal točno to, kar se od njega pričakuje. Vodil politiko ideološkega in kulturnega boja, napadal na drugače misleče, razdvajanja in plenjanje skupnega. Zato ni prav nobenega razloga, da bi mislili, da bo četrto drugače, kot je bilo prvič, drugič in tretjič. Ravno nasprotno, kot lahko vidimo tudi v ZDA, s Trumpom lahko pričakujemo, da bo ta različica Janeza Janše najhujša in najbolj napadalna od vseh. Nismo pozabili vodnih topov in ne napadov na civilno družbo. Nov mandat se začenja prav z napovedjo uničenja civilne družbe. To ni demokracija, to ni razumevanje države, kot ga upravičeno pričakujemo od njenih najvišjih predstavnikov. Države ne more voditi oseba, ki ne premore niti minimalne kritike svojih potez. Danes dobivamo torej obrise vlade, ki bo pripravljena uničiti vse, ki bodo do nje kritični in ki bo naredila vse, da ostane na oblasti. Nismo pozabili zakona o vodah, vseh protiokoljskih politik in diskurza proti podnebnim spremembam, z namenom kapitalu omogočiti neobrzdano uničevanje naravnega okolja za kratkoročne dobičke, za ceno skrovitve neokrnjene narave, ki ne pripada ne eni politični opciji in ne eni generaciji. Ampak je to naše poslanstvo, da jo ohranimo za vse rodove, za naprej. Nismo pozabili razprodaje državnega premoženja, privatizacije javnega šolstva, zdravstva in zaščite kapitala. In prav s tem se začenja tudi nov mandat. Ko govorijo o vitki državi, z manj birokracije za delodajalce, nižjih davkih, pravzaprav govorijo o lažjih odpuščanjih, znižanju standardov zaščite delavskih pravic, uničenju sindikatov ter krčenju socialne države. To je pot, ki pelje družbo v večanje razrednih razlik, v večanje razlik med ljudmi, med tistimi, ki živijo v centru in tistimi, ki živijo na periferiji, med tistimi, ki so blizu eni politični opciji in tisti, ki niso. Danes se odločamo o mandatarju, ki bo vodil vlado, ki bo delala za interese bogatih, za elito, vlado, kjer bodo ponovno državni denar tekel v žepe strankarskih inštitutov, partijskih medijev in strankami povezanih podjetij. Politika, ki ne spoštuje niti osnovnih postulatov demokratičnega dialoga, ki ponižuje, omalovažuje, diskreditira politične nasprotnike in drugače misleče, ne sme postati vodilna politika države. Politik, ki osebno napada, žali, širi lažne novice in neresnice po X-u, po vseh, ki se z njim ne strinjajo, ne sme postati njen predsednik. Slovenija ne potrebuje politike ideološkega razvajanja, plenjenja skupnega in razsula človekovih pravic. Prav gotovo pa Slovenija ne potrebuje mandatarja, ki se sestavlja z izraelskimi tajnimi službami in hladnokrvno prodaja suverenost naše države, vse zato, da pride na oblast. Ljudje so na volitvah z veliko večino glasovali za stranke, ki so jim obljubile, da Janeza Janše ne bodo potrdile za mandatarja. Nekateri so pred volitvami pri notarju celo overili tovrstne izjave. Drugi so govorili, da je Janez Janša imel že 3 priložnosti in četrte zato ne sme dobiti. Danes pa sooblikujejo skupaj najbolj desno vlado do sedaj. Spoštovane kolegice poslanke, spoštovani kolegi poslanci, vsi tisti, ki boste podprli Janeza Janšo za mandatarja. Upam, da vam ne bo potrebno prevečkrat zreti v tla, ko se bomo srečali na hodnikih. Da se ne boste na ulicah prevečkrat pogledali stran, ko se boste srečali z vašimi volilci. In ne nazadnje, da boste imeli sami pred sabo čisto vest. Kajti vse odločitve za prihodnost Slovenije se začnejo danes. Kajti prav vaši glasovi bodo potrdili četrto najbolj desno vlado v zgodovini Slovenije.
Vlado, ki obljublja privatizacijo zdravstva, financiranje zasebnega šolstva in ideološki boj. Ne glede na to, da pravi prvak ene izmed bodočih koalicijskih stran, ki ga sicer ljudstvo ni izvolilo v državni zbor, da so besede enkrat tako, enkrat drugače. Žal se zdi, da spodobnost nima prav več veliko domovinske pravice v slovenski politiki, posebej takšni, ki jo obljublja Janez Janša. A vse, kar imamo kot ljudje v življenju in politiki, so ravno naša načela in naše besede. Slovenija si zasluži boljše. Zasluži si politiko, ki ji bo mar za vse ljudi, za mlade, za starejše, skrb za našo dediščino in naravo. Slovenija si zasluži politiko, ki razume pomen skupnega, ki si ne privatizira naše zgodovine, ampak ceni vse, ki so jo gradili, spoštuje našo kulturo in našo umetnost. Spoštovane državljanke in državljani, v Levici in Vesni ne bomo podprli Janeza Janše za mandatarja. Naše besede in naša načela so enaka, tako pred kot po volitvami. Kot do sedaj se bomo v Levici vedno borili za ljudi, za blaginjo vseh, za okolje, za pravičnost, solidarno in vključujočo družbo. Na to lahko računate.